Ej, Statner. Kaj je? Idejo imam. Za 3. rojsten dan bi lahko reaktala na najine videe. Stare videe. Veš, koliko bi bilo to fleta? Ne, pa to je cringy, stari, no, ne, nisem vezan, ne morem se poslušati, če gledati se ne morem. Daj, no, veš, koliko bo nekaj novega bomo naredila, tega še nismo naredila, daj pa za 3. rojsten dan. Lih to je dobro, ko bo cringy, ko se v folk nama smejo. Fuck, pa ti tvoje ideje, no. Daj, a si za, a ne, da mora biti za. Ampak en video ali pa dva, okej, največ. Ok, mogoče še ga več, se vas zmenila, se vas zmenila. Ne, dej, fica. Jo, zdaj že veste, Andraž in Davor iz City TV in danes smo za vas prav poseben video, kjer praznujeva že 3. rojstni dan tega YouTube kanala. Vse najboljše. Res hvala vsem vam, cenjenim gledalkam in dragim gledalcem, ker zaradi vas sva danes tukaj, kjer sva. Lani sva pokazala malo več tega, kako se skupaj izgleda behind the scenes, letos pa sva si zamislila, da bo naredila eno prav posebno stvar, ki so jo hotela narediti že dolg cajta in sicer bova gledala in reagirala na najne stare videe, vi pa boste videli najne reakcije in malo sramu na cringe, ki sva ga delala v začetku najne ustvarjalske poti. Obljubljava vam, da nama ne bo prijeten, ne bo cringe, ampak po moje vam bo vseeno všeč, ker pač bo vsaj malo videla, kako smo napredovala v vseh teh letih, pa skozi več kot 115 videov, da ne bo sam cel cajt cringe, bo pa vmes tudi podala svoje opažanja, kaj se je vse vmes spremenil, kaj se je ob nastajanju videa dogajalo in kako bodo šlo stvari naprej. Tako da dajte se udoben namestiti in se smejte najnemu kremženju in doživljanju neprijemnih občutkov ob gledanju teh videov. Da pa se bo vseeno malo boljš počutila po vsem tem cringeu, pa nama pomagajte in se naročite na tale najin YouTube kanal in naj jo spremljate na vseh spodaj označenih družbenih omrežjih. Dajmo zbrati še več naročnikov, to bo najlepše darilo za naju. Zdaj pa pejmo čim prej se cringeati na najne stare videe. Skaj živčen. Ne, zakaj? Mislim. Jaz sem. Jaz se res nočem gledati. Kje bomo začeli? Z najmu prvemu videu, ne? iPhone 11 Pro Max versus Samsung S20 Plus Exynos version. To je bilo res spontano, to je bilo sam. Andraž, kaj čuk mi dva YouTube začela? Daj greva na pole par slik narediti. Ogromen traktorjev je bilo, ki so na Kranjskem polu snemala. Po mojem folk misli, da so geja. Ti si je bilo. Lušten je bilo, sicer res so naj vsi gledali, da sva z njim. Pa so pa ta drug dan, so pa pol v studiu posnela tole, kar bova zdaj gledala. A res smo... Daj pa na glas. Čeprav zvok za intro mi je ta ljubši. Res? Ja. A ja, še v angleščini je bilo to vse res? Daj tebe. Čeprav sem bil luščen, moram priznati, da sem si bil mlajši. Mlajši, manj debu, sem si bil. Čeprav zgledava, kot da so lik z gimnazije. Kako je slab zvok. Niti mikrofonov tle nisem imela, nič. Tle sva prišla, pa telefon dala. Ja. Yeah, it was quite fun actually, just because we went out. First time in a long time because of the quarantine. Je bil še un iPhone, ki so z njemu snimala, ki so mogla na vsake 2 minute, ki na 2 minute nama je prekinul in so mogla na vsake 2 minute pauzirati. Ki je bil testen telefon? Testen telefon sva dobila in sam 2 minute je snemal telefon. Pa je pa nehal in sem v 2 minutah brez skripte, brez česarkoli, sam povedati. Nobene skripte ni bilo kleje, nobene. Zato tudi mi dva gledava v komp, ker pač itak sva vsebino v komp gledala, ampak nič nisva imela. Res počas govoril. Mislim, to je bilo itak, je bilo vse iz glave. Ja, čist. Ja sem ti dal, da ti, če veš, kjera je iPhone, kjera pa Samsung fotka. Dobim. Ja. Sem res to blok še kdaj naredila. Sem če je že čist pozabil, res. Pa dobro v angleščini govoriva, mi je tudi res on the spot. Ja, pa da nisva native speaker, ja. Samsung iPhone. To se že nadele čuti. Ja. Ne zvuki res v kurcu. Bravo. Bravo, yes! Sam res je vse počas. Ja, res si vzela čas. Vse počas, zdaj je tudi počas, ampak pač... Zdaj je pač v kontekstu počas, zato ker je pač tak video, ampak takrat je bilo pa za vsako stvar. Ja, 5 od 7 smo prav. Ja, dobro.
Da še šlo. Good, ja. Pizda sem bil čiden. A grem lahko nazaj v cajt? Pa povem, kako se snima, pa da sem jaz v divnem telesu. Pa vem, da sem skozi, jaz govoril, pa sem tako. Ja, veliko je bilo mašil, pardon. Fak stari, ko so bilo počasno, to je 15 minut, zdaj sva res preskočila, ampak 15 minut videa pa se že meni mečkano leče, iskreno. To, kar gledava, kaj tako. Ja, ko so na KŠK-ju snimala, je bilo zmeraj bojazen, če kdo prišel, pa nama pač udrl noter ali pa začel se zgovarjati. Pa tle še sploh niti niso vedela, v katero smer usmeriti kamero, pa so v drugo smer snimala. Pa so v nasprotno smer mi zmer snimala. Pa tukaj ta prvi video je bil pa res čistun. Prideva, pa pač nekaj probava narediti, zato ker je ta prvi video. Ta prvi video je zmer kar nekaj, recimo. Ampak mi je zanimivo, recimo, ko gledaš, pa vidiš to mladostniško zagnanost, da eno stvar pač delaš. To je ono, zdajle, po 3 letih se mi zdi, da so bistveno bolj cinična, pa tako ono, klej pa še ono, zagnano. Vse cool. Ne, se je, veliko stvari cool. Ja, sem pač drugačen feeling vse. Drugačen feeling, ja. Zaradi tega, ker daš več pritiska na nas, da je kvaliteten video, da ni pač nekaj, da je, ampak da po tolikih letih moraš pa že pokazati nekaj kvaliteto. kvaliteto. Kje pa mesta šal? Microphone on the iPhone 11 Pro Max. Samsung. To je bistveno boljš. And we are gonna see how it will compare to S20 Plus. Spoiler, S20 Plus iPhones are notoriously good for in video. Rus. Edno res. Let's find out. Še ena stvar je ista, kot je bila takrat. Moj telefon. To so. On iPhone 11 Pro Max. Ja, Samsung je. Goddamn this name. Goddamn this name, to je zdaj že tako. Takrat je bilo res Ja, zdaj tako 14 Pro Max, ja pač. gre z jezika. Ja, takrat ne, gre z jezika. Ampak se mi zdi, da glede na to, koliko sem imela znanja, pa opreme takrat, da Nič nisem imela znanja, nič opreme. je še kar dobro izpadlo. Ja, pač iskreno, Lahko bilo slabše. še nočne fotke, fakt, tukaj so bila res, drugače so šla res podrobnosti. Ja. Ne bi rabila toliko hitro podrobnosti, ampak Tukaj so kukar GSM Arena bila, ker so res pač vsak vidik telefona so šla testirati. ja. Ampak to je pač Malo je exhausting. Exhausting pa moje suhoparno se mi zdi. Boljš včasih, da več od svojih občutkov poveš, Ja, koliko naprav uporabljaš. takrat nisem. Iskreno, pač predolg je video, presuhoparen je video, pač ne vem. Ja, bolj je bil pa problem, ko sva probala s telefona prenesti na komp. To je zgodba zase, to je bilo pa res pač tako. Pa je bilo treba Andražu v MacBooku to prenesti in pa je on to domov prinesel. To je bilo po moje lih, Zapirale občine. In jaz sem malo pred polnočjo prišel do njega, 1 uro čakal dol v avtu, da je on prenesel stvari gor na računalnik. A veš, kaj mi ni jasen? Zakaj si dol v avtu čakal? Ne vem, zdaj sem se spomnil. Pač, on je čakal dol v avtu in zdaj se res ne spomnim, zakaj. Jaz tudi ne. Če bi prišel na pier, televizijo gledati, PlayStation, karkoli, pač zakaj si bil v avtu? Ne vem, ne vem. 1 uro sem v avtu čakal, Ja. ne vem zakaj. Kaj si jim, da je še stara mama tako prišla, pa tako gledala čez okno, pa tako no, zakaj je ta človek zunaj na dvorišču? Ne vem zakaj sem bil v avtu takrat. Ni mi jasen. Pa sem pa šel čez polnoč že domov, takrat, ko so se občine že zaprle in mi je bilo res strah, da se bo kaj zgodilo, da bo kakšna kontrola takrat v polnoči. Ampak na srečo ni bilo nič, pa sem nekako pripeljal te file domov, pa s tem sem imela ful problemov, da so to prenesla. Ta video je toliko problemov povzročil, da so pa res rekla, to mora pa zdaj pač stvari zrihtati. Ampak takrat nam je folk rekel, da je to dober video. Kako veš, da ti folk laže? Zdaj vidim, da nam je folk zelo lagal. V faco nam je folk lagal, stari, v faco. Vidva sta super. Tell us in the comment section, what you like or dislike, so we get some sort of feedback. Yeah, and give us advice, so we'll take it into consideration. Nisva rekla, da nam lažete, da imamo dobre video, ok? Čau prvi video. Čau. Se res ta outro. Ok. Umar je, to sem že čisto pozabil, da je bil tak. Ja. Fuck. Ok.
Video o baterijah. Se mi zdi, da ta video o baterijah je bila nekako malo prelomnica, ker se mi zdi, da se je začela kvaliteta bolj uspenjati gor. Res nam se mi zdel dolgočasen video, pa je bil full gledan. Ful je bil gledan. Tukaj so že začela te neke skeče na začetku snemati, kao za zabavo. Ampak kaj človek vse ne najde na YouTubeu? Kaj je nekaj zanimivih stvari, kle gor? Ja, spet moram pa res gledal kanal The Sweet Tech TV, prav dobro. Moram pogledati, čakaj se. Ne. Zvok še zmer v kurcu. Tale kabel je malo načit, a se ti zdi? Ja, boljše opcije nimaš, da ne komplicirati, pa je to. Acting skillsi. Acting skills. Drugače acting ni tako bad. Reč, to bo rediti, tako no. Zatem. To ima pa še zmer isti pozdrav. Stari, ti si ful gledaš spran na temu videu, pa ne vem zakva. Nisem zik bil. Pa dolge lase imam, stari, tle se nisem postrigel po moje 4 mesece. Tle res slab framing, tako prebliz sva. Yep. Ko sem imela spet stojalo na mizi od KŠK-ja na drugi strani mize. Tole je bilo tako znanstveno, malo bolj znanstveno, ne? In me je bilo strah, da bova kakšne stvari, katode, anode, da bova delovanje tega, da ne bova znala povedati. Ja. In sva res, ko so kam gledala. Davor ima še ta staro uro. Davor res gleda nenavdušen na temu videu. Takrat sem bil res nenavdušen na temu videu. Enkrat za spremembo, da sem imel jaz višji level energije kot on. Ker pač jaz sem introvert, on je ekstrovert, ampak tukaj je lik kontra. Če je bilo res strah, če nisem imela skripte, tako kot zdaj, veš, da sam bereš, da bi res dol moraš gledati, pa razmišljati, kaj boš povedal. In pa so pa neki elektrolitični polimeri, katode, anode, kako se elektroliti, ioni, ne vem kaj prenašajo. Elektrolitični gel. Ja. Ja. S tem ustvarite nekako pot, preko kateri lahko potujejo ti elektroni. Ti so v anodi, v zelo takem visokem energijskem stanju. Ko probaš imeti stik, da gledaš direkt v objektiv, ampak ne moreš, ker nisi tako pameten, da bi se zapomnil, pa gledaš dol. In pa pogledaš gol in premisliš, nisi ziharjen skozi ta pot. In to je res sem vesel, da ima teleprompter. Še zdaj se, če malo preveč zgubiš stik s teleprompterjem, še zdaj se malo zmedeš, ampak tle si pa res zmedel, ker je pa tak majhen tekst. Ja. Kot je Davor rekel, elektrolitični gel, Davor je že obupal po manj kot 5 minutah. Ampak kaj, tle v teh finančkih se sploh ne vidi, koliko sem jaz pačal, pa amov, pa tega, koliko sem jaz to ven zeditev, skatov, pač noter so še ostale, ampak ful več jih je bilo zaradi tega, jaz sem to ven dajal zaradi tega, da se... Dajte spustiti like za vse pače, ki jih je Davor ven snil. Ja, tle sem zdi, da še slabš zgledajo, kot nam v prvem videu. Jaz tle slabš zgledam, kot nam v prvem videu. To je zelo slabo za baterijo. Najbolj priporočljivo je tako. Sem tle še zmer ful govoril slovnično. 40%. Če gre čisto nulo, baterija... Jaz sem tle že navaden govoril. Ja, tako in jo je težko zbuditi. In v bistvu morate pa soft reset narediti. Pogooglejte za vaš telefon, kako se to naredi, če da ste čakali. Čeprav tukaj mi všeč, ker Davor se ne zaganja tukaj. Tukaj zimo kar dober balans. Vlažno aklimatizirane prikolice na poletno vročino. Še vsem počas govoriva. Pač to je zaradi tega, ker sem mogla brati iz kompa. Ker noben ni prisilil to. Zdaj tudi, če bi moja zbrala s kompa, bi hitreje govorila, ker so že bolj navajena tudi govoriti hitreje. Tle pa pač niso bila in... 400 ciklih je samo 1 leto garancije. Zokjeva tudi kurac. Da uničimo par mitov o polnjenju baterij, nikoli, ker se to ustavi. Ta skrb je odveč. Je pa v tem treba opozoriti. Če se po noč zbudite. Ker Andraž zmer igra v najnih videih. Zaradi tega, ker ne zna toliko snemati, kot jaz hočem, da se posname. Treba pa čudno biti, ki je igral v videih, a ne? Pač Davor noče priznati, da je boljši igran kot on, ampak dobro. Tudi če je vroč telefon, njega v hladilnik delati. No. To ostaja ta nasvet. To ostaja. Tako, efekti so dobri, sam počasen je. Počasen je. Fejst. Vsebina ni bila slaba, sam predstavljena bi bila lahko na boljši način. Tako. To je to. Pači. Okay. Gremo naprej.
Naslednji video so pa, v bistvu prvi video, ko so imela zares iPhone v rokah, ki so jih dejansko predstavila. Tukaj tudi že malo bump v kvaliteti, to je bilo po ne vem, pol leta delanja videov, mogoče se že malo vidi nek napredek. Ampak ja, to je bilo še zmeraj tudi na KŠK-ju. Še zmeraj na KŠK-ju, ja. Stari, pa ne morem verjeti. Hej, kva dogaja? Oh, fuck, video. Zvok. iPhone 12 Pro stari, malo sem zaskočiral. Ja, vidim. Na miru stvari, ne zdravnilom. Reč bom takole naredil. A ja! Ker ne bojo imeli 90 pa 120, a ja! Čak, še enkrat. Ker ne bo imel 90 ali pa 120 catchnega zaslona, tako da. A ja? Bom ubavil, ko bo imel Androidi MagSafe not. Pa je pa v redu. Zdaj sem te pa po 2 letih pa pol, sem te najdu na laži. Ni bilo, pozabil sem že na tisto. No. Samsung si mora malo hitreje filati, pa MagSafe z Android. Res, pa bom pa res ubavil. Pa Telekom, kakšno znižanje, pa kakšne slušalke zraven. Sej Nino, vse se bo poklopal, no. Ti nisi res, stari. Vi Apple šipjeri, nisi res. Daj no! Obavaš telefon in nimaš polnilca zraven. Nimam keša za polnilc. Ok, tam, Je ta bila dobra. To sem že pozabil, ta je res ta dobra. konc je bil pa dober. Še zmeraj sva zelo blizu v frame-u. Ampak top-down shoti, vidiš? Ja? Niso lih A dobri. bi to sploh ta prvi video, top-down? Ne vem, po moje. Kako so top-down shote snimala. Na luči, palco, z selotejpom. Kaj nimamo background shot, mislim, behind the scenes Ja, shotov tega, stari, kot tega niso posnela. Pa je popustil, se je začela ročka sukati naokol. Telefon je bil pretežek, se je kar obrnil za 90 stopinj. V glavnem, ni bilo dobro. Zdaj imamo to zrihtan tlele, ampak pač, Ja? joj. 12 Pro je šel pa malo del v prihodnost. Zvok je še zmeraj slab, ampak meni se zdi mogoče mečkam boljši, kot je bil Ja. prej. ravne strani, Moje čak- bolj pravokotne, malo Pa tle imamo že malo bolj teh birola imamo več, no, da so dejansko telefon ni bilo veliko, kot Danska imamo milijon tega Ja. posnetkov. Ampak na eni šoti so se že začeli bolj pojavljati noter. Ne? Ja. Aha, ja, škaj je. Tukaj sva dala mikrofon, tako kot ga imamo zdaj tega wireless, bolj sem gor, da se dejansko slišali. Prej so jih imela pa takole. Ni dober audio, ampak je pa boljši. Izboljšan. Čeprav meni se zdi, da so se midva res postarala. Že tukaj se mi zdi, da so bolj zdaj podobna si. Ja. Ker tam so res gledala še kafrocak so začela snimati. Ne vem zakaj, ampak puno. Krono, znaš, tukaj so bile že po koroni. Ja. Jaz res mislim, da je korona naredila svoje. Je pa tukaj, škaj, recimo jaz tudi nisem velik športov, pa sem se malo bolj podebelil, pa to te pač tudi naredi starejšega. Ja, Pa sigurno. jaz nisem takrat, imel sem teže malo bradice, ampak ne toliko lepo urejen, kot sem zdaj. No. Pač zdaj bolj izkušen zgledan. Lajkite za lepo urejenega Davorja. Sva počasna, so še mečkam bolj počasna, kot zdaj. Je pa boljši editing, to vidim, da je veliko boljši editing, kot je bil v tistih videih prej. Malo več še zmeraj mogoče kakšnih neumnih efektov, ampak to jih je itak še zmeraj, pač to je najin stil. Ja, Zdaj ne lož malo kakšne neumne efekte noter. Bolj sva že znala nekako narediti to, kar sva dalj časa, takrat pri baterijah še nisva veliko snemala v studiu, ker je bilo pač zoom, pa se nisva mogla dobiti, ker so bile une omejitve. Zdaj se pa že vidi, da sva bila tudi bolj navajena tega, da bereva iz kompa in gor Pa pogledava. komp je bil više postavljen. Ni takega razmika, ne gledava dol, oziroma gledava dol, ampak nekako nam je bolj rato zakrit to. Ja, se pravi, bolj so se že bolj navadila. so se navadila že tega. Ja. Da dol pogledaš, pa gor pogledaš, da ni un. Dol. Pa je tle več birola, več šotov imamo noter, ker takrat sem počasi dojel tudi, kako je to treba narediti. Zdaj tega imamo milijon, to imamo pismo, za telefon snimamo 60 šotov, samo tega. Koliko imaš že trdega diska za Od 3 tera manj zdaj po mojem še 100 giga fraj. 5G. Ker so pred 12 5G rekli milijonkrat. Je pa, Ono prehoden obdobje je bil, se mi zdi. pač ta video mi je že kar všeč. Da recimo ta edit je Je v redu.
Zdaj sem se že malo bolj potrudil. Ja, prej nisem imel šihta. Ja. Nisem imela šihtov, pa je bilo cajt se malo igrati, pa kaj novega naučiti. In je lahko kvaliteta v bistvu takrat rasla. In to je bilo ful pomemben takrat, da je najna kvaliteta zrasla, da nisem imela šihtov v bistvu. Ne bi verjetno to daleč prišla, če bi imela šihte, pa da bi zraven to. Takrat je bil kontra kot zdaj. Zdaj mi doveva, da moramo hitro posniti in da je cajt dragocen. Takrat si mu cajt tako, ker si ga hotel imeti, zato ker je bilo itak vse zaprt in si se res zabaval in je full shift bil v tem, a ne? In zdaj zato pač manj objavljava, ker se še komi dobiva, sploh da posnameva. Ja. Tole snimava med tednom, po šihtu, zvečer. Če se nama slučajno vidi. Ja. Pa ti dobro dan šati, pa lej to. Tukaj sem to sprobaval, se spomnim prvič, pa pač na temu videl, da sem jaz glede na to, da je bilo to po 7 mesecih, sem kar navdušen dejansko. A sem lahko žleht? Meni se zdi, da je tale video boljš kot enih slovenskih kanalov, ki objavljajo te stvari zdaj. A sem žleht? Prosim, ne mi zameriti. Tako vidim, neke ideje sem imel, nisem jih znal še realizirati, zdaj jih pa znam do neke mere realizirati. Saj ne rečem, da so popolne, sam znam bolj realizirati stvar. Tako, kakor jo hočem, pa kakor imam nek vision, naredim pač, kakor le zdam, pa kakor je cajta. Tlele se res, tlele pa zdajle sem pa presenečen, jaz sem pričakoval, da bo tole še bolj cringy. Se je cringe, sam je izboljšava in lih to vidiš te izboljšave. To je neka stvar tega videa, ki mogoče bo največ nam pomenila, da vidiva, kako so sama sebi, kako so se izboljšala. Pa vem, da takrat na začetku se Andraž tudi sploh ni maral poslušati, da ni maral poslušati svojega glasa. Zdaj sem že navadil, a ne, zdaj. Na začetku se spomnim in sem mu rekel, daj poglej te videe malo, da boš videl, da jih sprot gledaš, kaj so sploh naredila, da boš dobil ideje za naslednje videe. Prvi oziroma drug video, to sva na isti dan snemala, ki je bil v tem studiu. Zelo zahteven dan je bil. Mislim, da je bil to najbolj zahteven snimalen dan kadarkoli, ker sva 2 videa naenkrat snimala. Zahtevna video. In je bil too much. OnePlus video, ki je pred tem prišel in tale za drona in to sva po moje 9 ur snemala. Mislim, da sva se zelo zabavala, zato ker pač ni bilo dosti baterij na dronu in sva čakala 2 uri enkrat. Ja, zato se je pa zavlekla. Malo sva še dodelala tale studio. Tukaj v bistvu sam nastavitve na telefonu so bile slabe, luči sva že imela, sam nastavitve na telefonu so bile slabe. Ja, pri prejšnjih videih nisem omenila, da so bile pač pri iPhonu že boljše luči tudi. Ja, to je res, ja. To se spomnim tega šota. Najem prijatelj je prav mogel loviti, da je še dron do cajta nazaj pripeljal, ker drugač bi nek kle. Ostal. Pa ni bil najen dron, a ne? Ni bil najen dron. Ja, okej, to neka montažica. Je so turnirki. Draž, da zanimiva fotka. Pa tukaj je, kaj mi je žal pri tem videu, da nisva behind the scenes. Tle nisva bila toliko pozorna na tiste, kaj je bilo toliko dela, nisva bila pozorna na behind the scenes. In tukaj bi lahko ful enega dobrega materiala dobila za video, ki bi snemala, kako nekdo upravlja z dronom, pa neke pogovore, whatever. Tle še zmer govoriva na kom. Nisem imela še teleprompterja. Tako je, se vidi, se tudi vidi, ker še zmer dol gledava. Pa zvok spet ni toliko slab. Pa je kontroler. Zelo lepa in zelo simpel prezentacija. Ok, ampak važna je sploh vsebina packinga, ne po mojem mnenju. Niso še te novi mikrofoni, to so jih kasneje dobila, ampak to je bilo po malo več kot 1 letu, mislim, da tale video. Vidi se napredek, da zna ful bolj tako govoriti, kljub temu, da gledava v komp. Ja, mislim, da sva ta najdlje lahko pregnala, da sva govorila brez da teleprompter uporabljala. Pač res sva usvojila tehniko, kako pač gledati gor, gledati dol, da sva res nekako zablurala to. Veliko je tvoj editing, veliko je pa tudi to, da sva se pač midva Sva se navadila, ja. Sva se navadila pa kako govoriti noter. Pač da prej, ko nekdo drug govori, malo prebereš hiter stvari in potem si tako malo se zapolniš, pa samo mis dol, kaj pogledaš, ne da bereš pa gor. Spet nucava kakšen dron dobiti. Za trojko sva poslala že Big Bangu
Pa nič odgovora, noben nič ne odgovora, ampak midva bi trojko res rada sprobala. Trojko, DJI 3 mini, to bi res toliko rada sprobala. Sploh zdaj, ko se spomladi dela, pa bo spet lepi šoti. Če nam kdo lahko kaj zagotovi. Tukaj smo. Ampak nad videom sem pa jaz čisto navdušen. Okay. Prva stvar, ki jo bomo naredili, da bomo šli čez samo inicializacijo in programski in strojne opreme. Mi še ni ta, nisem še dobro editov barve. Danes tudi ni perfektno, pač kvaliteta, ki ima tako v studiu, bi bila lahko boljša, tega se zavedam. Ampak so bolj žive barve, se mi zdi bolj svetlo, je tle bilo vse skupaj malo preveč temno. In nad temu lahko bi bilo boljš, ampak tle je že velik napredek. In v editingu, in v šotih, in v studijskem modelu, in v vsem. Tle po enem letu se mi zdi, da so midva že ful napredvala. Zvok bi bil lahko boljši, to je definitivno, ampak tudi, da bi bilo to ni samo od mikrofona odvisno, ampak tudi od prostora in pač so omejitve. Tudi zdaj ni zvok 100% idealen, ampak glede na to, kje so blag, kakšen budžet ima pa vse skupaj, po moje, da dost skrijeva shortcomingsov, ki jih imava, znava za zdaj že dost skrit. Ki bi lahko ful slabšo kvaliteto videa imela. No. Nekako sem se zdaj naučila skriti tiste shortcomingse, pa probat predstaviti na boljšem nivoju. Če bi imela pa več budžeta, bi pa sigurno to lahko zrasel. Če ne bi videl, kaj je nek edit, kaj ti govoriš ali pa kaj jaz govorim, da gledava na teleprompter, mi tako govoriva, da gledava na teleprompter, pač malo bolj počas, ne tako hiter kot danes. Ampak dejansko zelo dober. Ja. Jaz sem presenečen, jaz sem mislil, da bo ful slabš tole še po enem letu. Oni so na začetku se cringy. Zlasti, če se pač borite proti videu. Ja, malo nevarno je. Dron prav tako zaradi tega spodnjega senzorja drži višino in pozicijo. Dejansko sem jaz pozabil, da nam je rado že tako dobro govoriti v kamero, brez teleprompter uporabljala. Ampak nam je govoril, zakaj to kdo gledate, še vse, ne vem, sem spomnil komentarjev, ampak tako stari. Glede na to, sem ful navdušen, kako so govorila. Jaz sem drugače presenečen. Načeloma si ponovadi do sebe ful bolj strog, ampak tukaj sem jaz kar... Ne vem, dajte vi povedati, kakšni se vam zdijo te stari videi, lahko greste na hitro pogledati, dajte v komentarjih povedati, ampak meni se zdijo presenetljivo v redu, glede na to, kje sem mislil, da sva bila. To so tehnične težave z Andražovim mikrofonom. Ne vem, kdaj so se pojavile vmes v videu, bom videl, ampak upam, da bo zdaj spet malo boljši zvok. Pa lih toliko so od zvoka danes govorila, vidiš. Zdaj napred zadnji video. Električni skiroji. Kaj so jih od Linksa dobila še? Se še spomniš Linksa? Ni ti treba tega delati. Lej, so od Linksa dobila 3 električne skuterje. To je on klasičen cringe. V bistvu klasičen cringe ad, ki je tako prav izpostaviš neki. Meni se vidi, da sem bil tak, rok nisem imel še narejenih, pa tak, zgledam, kot da sem debel, ampak je sam tak kot. Kot je tak, ja. Od spodaj slikan in potem izgleda, kot da sva pač malo bolj debela, kakor sva. Sploh jaz tle, zaradi tega, ker nimam ramen pa rok. In tle sem imela že brezžične mikrofone, ko sem naprej malo ponagajal. Ja, pa teleprompter tudi. Pa teleprompter, ampak teleprompter je bil. Čakala so na ta tripod, ki ga imava zdaj za teleprompter. Takrat je pa Andraž od doma, ko so bila tle pač na terenu pred GFP-jem v Kranju, je prinesel par gajbic. Zelenih gajb. In sva jih dala eno na drugo, zato, da sva lahko dala tablico gor in iz tiste tablice brala. In po moje folk, ki naj videl, so bila dosti odmaknjena, ampak tudi tisti kolegi, ki so prišli izprobati. Jim ni bilo nič jasno. Ni bilo jasno, kaj da fakt midva delava, pa tudi tisti, ki je kdorkoli mimo prišel, si po moje sem mislil, kaj? Ta video je skozi dosti dobro ugledan, tudi zaradi tega, ker so skiroji. Sploh polet, zdajle se bo začel dosti dobro, pač še kakšne skiroje dobila. Niti ni toliko veliko za dodati. Ni veliko za dodati, pač tudi malo teh kao slow motion sem že delal, da se vidi, kako so zapeljala. Tukaj ni veliko komentarja, no. Tu je neka stila svojega so prišla in zdaj ga sami izpopolnjujeva. Vsi mi skiroji so se res zabavali tako. To je bil en izmed bolj zabavnih videov, pa no, vse zadnje cajte so kar naredila takih malo drugačnih videov, sploh v zadnjem letu pa pol sem zdi, tako da
To se spet malo drugačen video. No. Malo sva se spremenila tle še, no, še vse, pa malo bolj sigurno ratala v to, kar delava. Na začetek je bil cringe, pač ad za skiroje, ampak... Načeloma so že kar dosti tam, kjer so zdaj. Dejo je feja. In še zadnji video danes, itak, ja, ti so že vsi stanovmu intro tam, da sva si bolj podobna. Ja. To je bilo 14 mesecev nazaj. Pa, editing je že zelo podoben današnjemu. Ja. Ja, cringe, ampak pač, tlej ko imaš ti okn tale zraven, so pozabila zagrniti. In je bil veter in je oblake pojel čez nebo in se je zelo svetloba spremenila. Ja, evo, tlele se bo zdaj videli, kako se je malo svetloba spremenila. Samsunga dobila od ene tiktokerke Špele Lukanc, ki je ona dobila na test ga, pa nama ga je posodila tako sam za 5 ur, celih toliko, da sva posnela tale video, ker sva ga res hotela dobiti. Ja. Ker je bil res pomemben telefon takrat, ki je ven prišel, ki je bil nek kontroverzen. Ampak editing je pa pač lej tako... Tako, kar je zdaj znam. Mečkine spremembe so zdaj, kakšnih stvari ne uporabljam več toliko. Tudi zgledava zelo podoben. Ja. Slej že tudi veliko več šotov so imela, tako so šote snemala, kakor zdaj, da jih imamo res 50 šotov za en telefon. Spilila sva zadeve za to raven, kjer sva zdaj. Ja. Pa tudi je res, da po drugi strani itak, ko enkrat že toliko deleč pripeleš, pa itak manjše stvari izboljšuješ, nimaš nekih korenitih sprememb več. Če bi novo opremo dobila, bi lahko izboljševala stvari, če bi nov studio šla, bi lahko izboljševala stvari. Zdaj za te razmere, ki sva trenutno, pa za ta budžet, ki ga imamo trenutno, sva zelo blizu maksimuma. Malenkosti zmer bojo, nikoli ne bojo perfektna, ampak so pa recimo na 95% možnosti. Sam vem, da sva res mogla na hitro tole posneti in sva res hitela s stvarmi. Od tle naprej nimava brez veze, da gledava še kakšne koli videe. Jaz sem čisto zadovoljen s temi videi, ki so bili takrat narejeni. To je res. Temu videu v Defiju ni bilo več to cringe, no, mislim, tle je res. Ampak Davor, midva se še vsem je mu obljubila en cringe, daj mi en cringe. Sej je bilo malo cringe, ampak nud sem več cringe, nekaj da res končava na cringe. Sorry, zdaj vem, da smo v dobrih odnosih, ampak en video morba, ki malo sva te šimfala takrat, to je bil huj na začetku, po ne vem koliko parih mesecih, ko sva še skeče snemala. Ta skeč je po mojem eden mojih najljubših. Ampak mogoče Hawaiiu ne bo všeč, je pa cringy skeč. Že vem, kjer ga misliš, okej. Ne nama zameriti, če boste to gledali, ampak ja. No, daj pokaž. Prva je, posod nek sledi, tako čist posod. Ta stvar, tako čist posod. Kjera stvar? Zdaj sva res pretiravala. Ti imaš Kako si tle overactal. To je pa cringe, Ampak dober je, ampak zaradi tega, kaj cringe je dober. Čak. Ne. Pa se spomnim, ko smo to snemali tam na KŠK-ju in je Andraž prišel do teh vrat in je zavpil. Pa smo se vsi toliko začeli, jaz nisem mogel biti resen takrat. Ne, sam tak zaključen del, Andraž, sam to zdrž. Se bo šla na prvi studio, ampak sam to poglej, no. Prestar sem za to. Te mižgi mi oči. Preveč cringe-a. In neprednosti za en video, kakor ste videli, sva od začetka kar dosti stvari spremenila. Preselila sva se v nov studio, kjer sva optimizirala luči, mikrofone, dobila sva ročko za overhead shote in predvsem imava mir, da lahko snemava, kar želiva. Pred nam bi kdo motil. Sploh v zadnjem letu se meni osebno zdi, da se je kvaliteta še kar precej dvignila, pa da sem imela v tem času tudi kar nekaj zanimivih projektov, ki nam jih je ratal končno speljati. Ja, sigurno so tukaj za omeniti videi, kakor recimo test Tesle, potem na en 100. video, kjer so zbrala zadnjih 10 slovenskih ustvarjalcev vsebine in malo poklepetala z njimi glede tehnologije,
Po jeseni sva v studiu zbrala tudi veliko iPhonov, med njimi tudi čista prvi Res je, to je iPhone bilo ful hudo. in naredila pregled nad celotno njihovo zgodovino, pa malo testirala njihove kamere in ostale funkcije, ki so se spremenile skozi leta in pa skozi modele. Ej, pa ne smemo pozabiti na najbolj poglobljeni in izčrpen test 5G omrežja v Sloveniji, ki smo ga jesen naredila. Pa tudi dejstvo, da smo končno poimenovala nagrade za najboljše telefone leta. In spet smo naredila Sweetek TV test kamer na slepo, ki je bil tudi najbolj poglobljen do zdaj, ker so tekmovanje dodala še slike v slabi svetlobi oziroma v nočni svetlobi. A ja, pa itak, še pregled Covid stanja trenutnega smo nedolgo nazaj naredila in prvič dejansko tudi sodelovala direkt z njimi. To je bilo super. Torej, veliko se je dogajalo in ta hobi nam je omogočil, da sva, sploh v tem zadnjem letu, spoznala ljudi iz najne stroke in tudi zabavne scene, recimo TikTokerje, kjer sva prej samo tako spremljala, zdaj pa hodimo na iste dogodke, se srečamo, pa pozdravimo na ulici in tudi včasih sodelujemo. Veze in poznanstva so nam omogočile, da lahko testirava široko paleto naprav in storitev, kar naj neskončno usrečuje, čeprav denarja od tega kanala nimava čist nič. Literally nothing. Wow, that really is nothing. I told you. Dejansko sva v minusu zaradi kanala, upava, da nam bo v prihodnosti kdaj tudi kdo kaj plačal, ampak trenutno je pa to res sam hobi. In pač to je tudi razlog, da ne dajo ven več toliko vsebine, kot so včasih. Poleg tega se je situacija tudi spremenila, korone ni več, oba imava redne šihte, ki jih proba balansirati z osebnim življenjem, zato tudi ne objavljajo več toliko redno in tako bo verjetno ostalo do nadaljnega. Zato tudi pač ni več toliko TikTokov, YouTube Shortsov, Instagram Reelsov, ker pač ni časa. Upava, da nam spet rada pride do tega, da bova te stvari čim prej spet objavljala, ker so bile res dobro sprejete. In tudi TikTok nam je kar dobro zrastel, ko sva še redno objavljala. Ampak, ker pa dava ven, je pa narejen z ljubeznijo. Ja, kvalitetno in, kar je najbolj važno, pri kvaliteti izdelava videov pa res ne dela nobenih kompromisov, nič ne šparava in tudi garantirava, da bo tako stal in bo vsem probala čim več objavljati, kakor se bo dal. Pa že od poletja se pogovarjava, da bi, če bo čas v prihodnosti, se lotila kakšnih streamov in na sceno podcasta, ki smo ga naredila za 100 video. Pač upava, da nam rata se enkrat uskladiti, pa da bo sploh čas za to, ker bi sem pa tja to lahko bilo zabavno, ampak je to res veliko dela v pripravi sploh za to in se mora, ko se bo lotila tega, mora biti ziher, da bo dober. Za konec pa vsem najnim zvestim gledalkam in gledalcem še enkrat se zahvaljujeva, da naj jo redno spremljate in podpirate. Vi ste najin razlog, da še naprej ustrajava in da ne greva nikamor. Če imate še kaj za povedati ali pa za predlagati, nam prosim napišite spodaj v komentarjih. Mi se itak že kmalu vidimo v naslednjem videu. Znači, pojva midva zdaj pit. Enega kratkega peva. A ja, pa še kam moramo gasiti. Čau.